Evo, tako gremo v nadaljevanje naše oddaje. V drugem delu smo še enkrat vabili vse tiste, ki nas kličete oziroma nam boste pisali. Nagrade so še vedno pri nas. Pica vas čaka in pa bon za frizerski studio. Dajte nas poklicati in našega naslednjega gosta, ki prihaja iz skupine Tequila, ki je lepo pozdravljen. Dajmo povabiti gledalce, da pokličejo, da te kaj vprašajo. Tako, obvezno poklicati, obvezno, pica čaka na vas, tako da čim prej. Evo, mi bomo tudi po koncu daje pojedli. Obvezno, so lačni, stari, so lačni že. Ja, smo že lačni, ko govorimo o tem. Ja, ura teče, nemaš kaj. Ti imaš danes premiero v našem studiu. Tequila je že bila parkrat, ti nažalost še nikoli. Glej, vse enkrat prvič, nimaš kaj. Ja, res je. Kako si drugače, kako si preživel poletje? Noro, en kup špilov, en kup norih žurk, tako da sem presrečen. Vmes sem še faso korono, tako da to nimaš kaj, to se vsakemu zgodi. In drugače pa, nasplošno, super. Mogoče tisto klasično vprašanje, kako se je te vlekli do maja, ko dejansko... Grozo, stari, grozo. Nisem se vedel kam dati. Ne veš kaj delati, ne veš kam se dati. Ampak glej, en kup novih komadov sem naredil, tako da vse to imamo na lagerju za naprej. Tako da od zdaj naprej samo, bom bil večkrat let, kot ti ve. Ja, treba bo kaj narediti. Ja, obvezno, nimaš kaj. Zdaj, na zadnji spot, ki ste ga vi pač tam predstavili, bila vanilija, ne? Ne, zadnji je bil porcelan, ki smo ga videli. Je bil še pol porcelan? Ja, kasneje je bil še porcelan. Tako. Avgust. Zdaj smo videli vaniljo, ja. Dober, mogoče za ta porcelan, kratko, kako se je stvar obnesla, ugledi, zanimanje? Ne vem, takrat se mi zdi, da je zbralo že več kot, 850 000 ogledov, tako da glede tega porcelana je bilo super. Ljudje ga poznajo, to mi je bistvena stvar. Prav, ko ga igramo, da ga pojejo z nami, to mi je fenomenalno. Tako da res, in tašen občutek, da ko igraš svoj komad in ga folk poje, da je nekaj nenormalnega, težko razložiti z besedami. Zakaj misliš besedilo? To pa ne vem. Tega pa, če bi imel neko formulo, da bi vsak komad hit. To je bilo pa fajn imeti, ne? To je bilo pa fajn imeti, ja. Povej, kaj vse, si član zasedbe Tequila, kako dolgo časa si še v skupini samega začetka? V skupini sem samega začetka, tako. Prej smo imeli še z bratancem skupaj skoraj isti band, samo prvi smo pol si preimenovali leta 2016. Drugače pa študiram glasbo na Akademiji v Ljubljani. Kaj še? Koliko inštrumentov mi igraš? Ene 4, tako klavir, bas, bobne, kitaro, pa računalnik vsak dan danes mora znati igrati, veš, ta glasba je ful vezana na računalniki. Sam tudi komade urejaš? Tako je, sam jih produciram. Zdaj se zadnje še posebej, tako. Zadnjega si bil, kako da si se, pri ostalih si bil manj vpet? Tako, ne, sem bil čustveno kar vpet, samo nisem bil pa, ko bi rekel, toliko izpostavljen. Zakaj si se odločil za ta? Veš, kaj je bilo en kup cajta, en kup volje in en kup želj, da bi naredili pač, da gremo naprej delati, ki zdaj smo že 2 leti, nismo dali skoraj nič lastnega ven, ker je bila pač korona in kup špilov in pred korona je bilo en kup špilov, pa je bila korona in smo se malo tako. In zdaj kar naenkrat je bila prišla opcija, pravi čas, pravi moment in smo zbrali, kjerega zdamo prvega in ta soseda je prvi. Soseda je prvi, ne? Omenila smo nastope, da jih je bilo kar nekaj, tule imam napisan Osp, Škofije, Buzet, Sežana. Ja, to je zadnjih par, To je zadnjih par, ja. Primorski del opažam, ne? Tako, primorski del tudi, gledaj, Notranjska, en kup imamo okolico Ljubljane, smo igrali, ne vem, Moravče, en kup, ampak pretežno tako, ko bi rekel, smo iz tam, tako da mogoče ena pikica več špila je tam bazirana. Kako ti opažiš koncerte, če bi primer recimo letošnje, zdaj lani veliko jih ni bilo verjetno, ne? Lani jih ni. Predlanskim pa letošnje. Kakšna je razlika recimo med publiko, recimo? Iz naše perspektive, gledaj, prišlo en kup več nekih mladih ljudi, en več čisto novega folka, ki so neka nova energija, prav nek nov val, kot da ljudje niso bili še na koncertu, kaj takega, pač res nekaj fenomenalnega letos, pač ne moramo opisati z besedami, res. Je bilo nek fenomenalen občutek, ki ga dobiš in res, je bilo res vrhunsko. Res letos dosti bolj kot prejšnje leta, vsaj iz našega vidika. Res vrhunsko. Kje misliš, da imate največ svojih fanov? Primorska ali? Po mojem kar Primorska, ja, ki smo že tam že par let, mogoče kar Primorska, ja, bi rekel. Zdaj pa letošnji koncerti, kjerega si se recimo sam osebno najbolj zapomnil?
Zapomnim si enega, tako sredi julija, smo imeli nekje tudi v koaliciji na obali. Je bilo nekaj, smo prodali, ne vem, okoli 1500 kart sami, tako da je bilo nekaj neverjetnega, nora žurka, igrali od polnoči do 4, nekaj takega, tako da fenomenalno. Fenomenalno, tam je ostal res v spominu, tako da še mi bo ostal še nekaj cajta. Zdaj, recimo, da se to zgodba s koncertom nadaljuje, katerega bi tule izpostavila za naše gledalce in gledalke, če bodo na Primorskem? Za Primorskim ne vem, da imamo pa okolje na Notranjski. Zdaj imamo en kup, zdaj imamo te 2-3 tedne, imamo samo privatke. In potem začetek oktobra, se mi zdi, da 9. ali 2. se ne spomnim točno, kateri datum je. To bi mogel preveriti. Se mi zdi nekje na okoli Ljubljane, okolice Ljubljane. Aha, čisto točno ne vem, ne? Točno ne vem, se upravičujem. Facebook stran. Da, obvezno si prečekirati Facebook in Instagram, tam je sigurno. Zdaj, danes pa premierno ne Soseda. Koliko časa je že ta komad na spletu? Enih 6 dni, 5-6 dni, nekaj takšnega. Ja, prejšnji teden nekaj ti prišlo ven, tako. Kako si sam zadovoljen z odzivom, ogledom? Glede na to, na kakšno stanje je v redu, je dobro. Glede na to, da je prišel zdaj sta PCT in tako, da je super. Tako da je super. Soseda, praviš, ne? Tako je. Je to kakšna zgodba iz preteklosti? Je zgodba kar, glej, tako ti vem, en kup teh zgodb sem gotovo, pač moja osebna je bila, sem se spomnil čisto tako nekje na cesti za to melodijo in sem se spomnil tudi ta moja soseda Bleda in kar naenkrat sem pač, glej, sem poslal tekstopiscu Roku, sem mu poslal celotno idejo in mi je poslal že 2 urah mi je poslal nazaj celoten komad in sem ga vprašal pač Rok, zakaj tako hitro, kot ti je uspelo tako hitro in rekel mi je pač povedal svojo osebno zgodbo. In potem sem gotov, da in režiser, in jaz, in Rok in vsi, so imeli nekaj zgodbo s temi sosedami, tako da je bilo en kup teh sosed, da ne bomo pač kaj, kje, kako, ampak definitivno je bilo en kup teh zanimivih sosed in vsak ima neko svojo zgodbo in lahko vidite pa v spotu na YouTubeu. Bi lahko rekla, da se lahko vsak na nek način najde v tem... Poistoveti s tem tako. Ali pa sosed, sosed. Dobro, ne bom. Spot je tudi zelo zanimiv, ne? Ja, veš, kaj smo ga snemali, smo ga na eni lokaciji zraven Marezik, v eni investiciji Lopar. Je res lepa lokacija, smo hoteli narediti malo prikazati malo bolj zabavno plat nas, malo tako, še tisto, kaj smo v resnici, no. Da nismo zmeri tako eno, pač smo probali, pa... Vidim, da ste se zelo zabavali na spotu, zelo veliko norčij se je izvajalo, ne? Seveda. Verjetno tudi kaj takega smešnega, da bi lahko mogoče... 5krat sem padel na ploh v bazen, 5krat, zaradi režiserja. Prvič ni bilo v redu kamera, drugič ni bilo v redu svetlova, tretjič ni skočila punca in je narobe v vodo, tako da 5krat sem skakal v bazen in pes me je polizal, pes me je mogel lizati in tako da jaz osebno sem imel en kup dramatičnih izkušenj s tem, ne, se heca, ni strašnega se heca, ampak ja, je bil kar dolg dan in glej, jaz sem mogel 5krat padati v bazen, tako da ni bilo lahko. Misliš, da ti kdo to naštimo, da si mogel te scene ponavljati? Sigurno. Verjetno je že bilo posneto, ampak ni bilo v pikico. Je bilo zabavno in veš to, da eden nasrka. Ja, zdaj, da ne bomo slučajno pozabila, tudi ti si na vrsti za naš glasbeni preizkus, ker je skupina Queen, ki je tebi nekako bolj pri srcu. Me je kriz. Ti, žal, kot drugi gost, nimaš možnosti izbire. Kralj rock'n'rolla Elvis Presley. In prvo vprašanje, čisto lahko, čisto enostavno, koliko let je živel Elvis Presley, koliko je bil star? Zdi se mi, da je umrl leta 77. Se mi zdi, da je bil tam okoli 47, 46, nekaj takega. Za odgovor je samo eden lahko, ne? Ajdemo 47. 47. Žal ne. Dobro. Imamo pa 40, 42 ali 44, malo si ga postaro, ja. Ampak si bil... Malo sem postaro. Dajmo reči 42. 42, evo, 1 točka za tebe. Dobro. Sedaj, če izbereš še 6, si na prvem mestu. Pritisk je tukaj, ne? Sem na dobri poti. Ok. Koliko albumov je izdal Elvis Presley? Velik? Dobro. Velik jih je, ne? Dajmo reči 30. 30, zadnji govor? Ja. Premalj si rekel, ne? Dobro. 40, 42 ali 44? Dajmo za 40. 40? Zadnji govor? Zadnji govor. Imaš 2 točki? To! Veš, prvo pa malo spali, ne?
In še zadnja, ta je verjetno mogoče res triki. Elvis je bil tudi, igral je v velikih filmih. Ja. In zadnje vprašanje je logično, ne? Koliko filmskih vlog je Elvis? Zdaj se mi dal. Je bilo pa kar nekaj filmov, ni bilo čist malo, no? Tako da ti lahko malo pomagam, več kot 10. Več kot 10, ok. Kar dosti filmskih vlog je bilo. Da bi reči 17. 17? Ja. Še premalo si rekel, ne? Dobro. 22, 25 ali 27? Ne reč 15 zdaj. 25. Ja. Žal ne Plus boli. 2. Dobro. Ja, 27. Dobro, nabrali ste. Dobro. Tako da, a si gledal kak film od Elvisa? Ne, še Nobenega? nikoli še. Jaz pa sem jih par. Res? Kar zanimivi filmi. Ja. Dober igralec je bil. Ne? Res, Dober moram igralec in gledat, dober moram pevec. gledat, Ja. Istočasno v filmih je tudi normalno, da je tudi pel. Ne? Treba izkoristiti priliko. Vegas variante. Ne? Zdaj pa, ko sem že prej Krisa vprašal tudi tebe, katera skladba od Elvisa Presleyja gre tebi najbolj v uho, katero se najraje zavrtiš? Čakaj, I can't help falling in love with you. Aha, ta? Ja, je veš, kaj romantičar sem, veš, Aha, si sam tudi romantik? Malo si na skrito, veš, to je samo na skrito, ja. Aha, ker te priložnosti v skupini Tequila... Nimam, definitivno nimam. Mogoče 2-3 na hitro na večer, ma to je to, veš. Aha, da bi pa kak prav komad dal ven, vam pa to verjetno ne gre? Mogoče hodi vedeti, kam gre, štekaš. Tako da, glej, s cajtom verjetno tudi balada pride kakšna lepa. Zaenkrat se pa držite preverjenega recepta, udarnih hitih, ki jih lahko poslušaš v bistvu na privađurki, v diskoteki, na prostem. Je še mogoče za letos iz skupine Tequila kakšno presenečenje, kakšen spot pesem, ali je to to? Po mojem mene 1 ali 2, če gre vse po sreči, ja. Aha. Če gre vse po sreči, ja. Kaj preveč ne smem povedati, po mojem 1 čez kakšen mesec in pol kaj takšnega. 1 pride in 1 začetek decembra, če gre vse po sreči. Samo pesem ali tudi spot še letos? Sigurno še kakšen spot. Aha, verjetno v podobnih ritmih? Bomo videli. Vanilja, soseda. Mogoče znamo presenetiti. Aha. Sami? A se je koga povabili? Zaenkrat sami. Zaenkrat sami. Ko smo želeli ravno prej v nastopih, sem pozabil vprašati, dobivate kakšne ponudbe tudi za nastope v tujini? Ja, pravkar smo igrali, prejšnji teden smo igrali na Hrvaškem, bližnja Hrvaška bo vzet. Aha, točno, ja. Tako da je bilo... To je bil vaš prvi nastop na Hrvaškem? Prvega smo igrali lani na Obunjanu za Mundialove maturante, to se spomnim, tako da idemo reči, da ni lih prvi, ampak je, ja, prvi tako za hrvaško publiko, tako da malo drugačen, ampak tudi fenomenalen, res. Kako so reagirali na slovenske komade? Vemo, da Hrvati slovenskega jezika... Smo bazirali repertoar kar predvsem na hrvaških, ampak poznajo, presenečen sem gledal res, da poznajo par slovenskih, saj teh starih trdih hitov poznajo, ma tako gledaj res, presenečen sem tako, da ste tudi vaše komade zaigrali? Tako, smo zaigrali, Porcelan smo zaigrali, ja. Aha, in odziv? Presenetljivo dober, res, presenečen sem nad tem, gledaj res. Res pa pelge niso zraven, ne? Dobro, to sigurno ne nekaj pač, ampak... Seveda pa njihovi udarni, normalno. Kjer komad je predvsem o tebi, recimo, katerega najraje zaigraš na koncertih, razen seveda vaših? Zaradi naših. Mogoče kakšno SARS, kakšne lutke, kaj tašnega. Veš zakaj? Ker se umiri celotno vzdušje. Veš, ki imamo na Šopancev koncert, res na hype totalno. Aha, ti se pa potem... Pa lahko malo izkoristim, veš, da malo spogledljivo in pa tako. Marsikjer ne ve, da ta komad je v bistvu zelo nesrečen, čeprav... Ja, ampak nema veze. Ampak izpade kot tak lušen komad, ne? Če pa v bistvu resnica je pa v bistvu zelo... Nema to veze. Ok, super. King, hvala, da si prišel na studio, da smo malo poklepetala. Zdaj za naše gledalke in gledalce, pa mogoče kratka beseda o sosedi, pa se gremo pa kar primerno pogledati. Izvoli. Soseda je popoletna zgodba, prva pokoronska skladba Tequile, tako da kar veselo na YouTube in je boste videli.